Doktor Marko Prpič, pozdravljeni, lepa hvala za pogovor vnaprej. Pogovarjala bi se o vaši izkušnji z glasbo, predvsem otroško in mladinsko glasbo. In prvo vprašanje je seveda, kakšni so vaši spomini na otroštvo? Jaz sem odraščal v družini, kjer je oče Hrvat. Bil je oficir v jugoslovanski armadi. Tako da smo bili družina, kjer smo imeli hrvaške, mama je Slovenka, oče je Hrvat, vendar recimo mi doma nismo govorili v slovenščini, govorili smo samo v hrvaščini. In tudi moj prvi spomin iz glasbo je tisto, kar smo imeli doma. Imeli smo nek radijski sprejemnik, ki je imel tudi vgrajen gramofon na vrhu, tako kot skoraj vsi v tistem času. In tam smo vrteli male plošče. In to je tudi narekoval, bi rekel, bolj očetov kot mamin okus. Poslušali smo Vice Vukova, poslušali smo Ivico Šerfezija, poslušali smo nekaj tega, kar je povsem izginilo iz spomina, to je ta mariachi obdobje v jugoslovanski popularni glasbi. V poznih 50-ih letih smo videli ta film En dan življenja, ki je potem pustil globoko sled in je nastala vrsta mariachi skupin, ki so prepevale najprej skladbe iz tega filma, potem so pa to razširili tudi širše in bi rekel, nek dosežek in domet je bil kasneje, v drugi polovici 60-ih let je bil da mi je padlo ime iz glave, hrvaški kantavtor Arsen Dedić, ki je bil nekako očetov priljubljen izvajalec in smo ga poslušali večkrat. Potem se mi je zgodila ta nesreča z bombo, ki je zarezala in sem se moral naučiti živeti na novo, od tega, da sem se naučil obleči, da sem se naučil jesti, piti, spati, skratka vse po novem. In v tem času, tudi ko nisem videl, ker sem praktično svojih 7 let videl samo sence, nič drugega, je bil moj stik s svetom radio. In tu sem potem pač jemal to, kar je radio ponujal. To nekaj časa, to pa že v Sloveniji, po vrnitvi iz Hrvaškega, tako da sem poslušal recimo prvi program Radio Slovenija, in ki je nekako bil dominanten, dokler nisem odkril Radia Študent, to je pa seveda po letu 69, ko je Radio Študent začel oddajati. Radio je Slovenija pa ponujal pač izjemno širok nabor, tu je bila in zabavna glasba, in klasična glasba, in ljudska glasba, in otroška glasba. In bi rekel, ker nisem imel druge možnosti komuniciranja s svetom, ker nisem videl, se nisem družil z drugimi, svojimi vrstniki, sem bil večinoma doma in sem bil priklenjen na ta radijski sprejemnik s tisto eno slušalko v ušesu, da nisem drugih motil, tako da sem jemal to, kar mi je prišlo takrat. Moram reči, da nisem imel nekega izoblikovanega glasbenega okusa. Poslušal sem tudi govorne oddaje, recimo to, kar je pač radio ponujal, en zelo širok nabor stvari, brez neke posebne pozornosti do otroške ali mladinske glasbe. Ko ste poslušali in gledate danes za nazaj, lahko izstopajo kakšna imena v spominu, so kakšni posebni dogodki? Iz tistega časa? Iz tistega časa, seveda, iz vaše mladosti. Če smem vprašati samo, vi ste imeli nesrečo katerega leta? Jaz sem se ponesrečil leta 66. Kot 13-letnik. In po tistem času, pa še pred tistim časom, vi ste omenili nekaj imen. A so kakšne oddaje morda, ki so vam posebej ostale v spominu? Literarni Nokturno ob 23. vsak večer, ker je bila taka oddaja. Potem recimo, da bi neke oddaje, ker so bile v sklopu šolskega radia, ker so bile naravnane, ker je pač meni bilo
nisem mogel brati, nisem mogel niti učbenikov, niti ničesar, je to bil zelo kvaliteten nadomestek, bi rekel, in pa dopolnilo tistega, kar sem poslušal v šoli, a ne, ker po spletu okoliščin mene, kljub temu, da nisem videl, niso spravili v dom na Langusovi za slepo mladino, ampak so me pustili na redni osnovni šoli, to je na Prežih v Vorancu, a ne. In v bistvu nisem pisal, sem samo poslušal. In vse to, kar sem lahko dobil zraven prek radijskega sprejemnika, je bilo dragoceno, ne. Ostale so, bi rekel, ta struktura radijskega programa je praktično ostala enaka vseh teh 60 let, a ne, kar je po svoje, bi rekel, nerazumljivo v današnjem svetu, a ne, da so in še danes je Literarni noktur ob 23. Marsikatera oddaja ima celo isti avizo, že 50 let ne posežejo v nič, in to je, bi rekel, neki egotripi urednikov in tistih, ki vodijo to oddajo, kar pa kot radio, kot enem mediju, ki bi se moral prilagajati času, prav gotovo ne koristi, a ne. Spomnim se recimo Slovenske popevke, ki je bila, spomnim se prvih koncertov, potem se spomnim Piper kluba, recimo v Tivoliju, dejansko res, ki pa je zarezal meni in mislim, da je zelo vplival name, je bil pa prihod Radia Študent, a ne. Radio Študent je prinesel en čisto nov svet, drugačno glasbo, prinesel je vrsto izvajalcev, ki jih še danes poslušam, a ne, in precej drugačen program od Radia Ljubljane, ne. Naj si je bilo šlo za reklame, ki so bile zelo zabavne in smešne, naj je šlo za govorne oddaje, ker so delali politične analize, kulturne panorame, pregledke dogajanja. Začeli so tudi prinašati, bi rekel, pol kasneje glasbo narodov sveta, a ne, kar me je zelo pritegnilo, ne, so bile so nedeljski večeri recimo z Zoranom Pistotnikom, kjer smo razširjali obzorja, dobesedno tako se je tudi imenovala oddaja, a ne, tako da tam je bilo pa res toliko novega, ne, da potem sem v bistvu na Radio Slovenija pozabil in tudi prihod Vala 202 me nekako ni spremenil, bi rekel, da bi se vrnil tja, ampak sem ostal potem zelo zvest poslušalec Radia Študent. Tam sem tudi spoznal Dragana Buliča, Tomota Pirca, Andreja Zdraviča, bi rekel, Staneta Sušnika, to so bili ljudje, ki so tam delali glasbene opreme, glasbene oddaje, in iz tega obdobja nedvomno izstopa Stane Sušnika, ne. Jaz mislim, da je on v bistvu precej kriv, da sem se začel drugače razmišljati o glasbi, ker je imel izjemno kvalitetne oddaje. Dragan Bulič mi je pomagal drugače, on mi je odprl vrata v ta svet, naročal mi je plošče, ker tega jaz nisem mogel, ker nisem videl, tako da mi je to dal, kupil sem si prvi gramofon in take stvari, tako da to je bilo po zaslugi Dragana Buliča. Medtem, kar se tiče pa oddaje, kvalitete oddaje, pristopa oddajam, pa mislim, da je Stane Sušnik, ki je v tistem času izjemno izstopal. V 70 letih je tudi tretji program. Ja. Ste imeli kaj stika? Ne. Jaz nisem nikoli imel, bi rekel, te klasične glasbene izobrazbe, niti me klasika pritegnila, niti me danes. To je svet, ki ga jaz, bi rekel, slabo poznam. Poznam seveda, kdo ne pozna Beethovenove simfonije ali pa recimo nekaj teh najbolj znanih del, nekaj arij iz najbolj znanih oper in tega, ampak tu se tudi moje glasbeno znanje konča, ne. Mene je vedno zanimala popularna glasba, zanimal me je etnopop od samega začetka. Popularna glasba me je pa zanimala vedno v odnosu do družbe, do časa, v katerem je nastala, ne. In jo še danes največkrat gledam skozi to optiko, da gledam čas, v katerem je nastala in kako se odziva na dogajanje v času, ne. Kako ste prišli potem do uredniškega mesta na Radiu Glas Ljubljana? Ja, pot je bila zelo počasna, ne. Jaz sem potem v začetku 80-ih, v bistvu sem
vsako leto končal na očesni kliniki za kakšen posega, ne. Ampak šele potem, leta 72, 73, so s temi nenehnimi operacijami toliko naredili, da sem lahko začel neke stvari brati. In takrat sem se vpisal v večerno gimnazijo, ne, ker kot hudo slabovidno, praktično slepo osebo, so me pol spravili v Škofjo Loko v dom za slepo in slabovidno mladino, kjer sem se izučil za poklic telefonista. In leta 70 sem začel delati v Ljubljani v enem majhnem podjetju kot telefonist, zraven sem pa vedno imel Radio Študent, seveda, od 11 do 15. Tako da, bi rekel, sem potem začel s posredovanjem Radia Študent in teh prej omenjenih kolegov, sem prvič dobil v roke angleške glasbene časopise in so mi pomagali, sem se začel angleščino učiti, da smo recimo tam prebrali, kaj je izšlo in take stvari. Najprej seveda samo objave, top lestvice, izide in te stvari, potem z poznavanjem jezika pa vse več tudi intervjuje in pogovore, ne. Na kar, bi rekel, prvo oddajo na radiju sem naredil januarja 80, se pravi 9 let po tistem, ko sem se začel intenzivno glasbo poslušati in sem najprej delal sobotne uganke na Valu 202. To je bila ena oddaja na pobudo založbe kaset in plošč. Založba kaset in plošč je takrat izdajala vrsto izdaj in med novitetami, ki so ven prišle, sem jaz lahko izbral, bi rekel, eno kaseto, ploščo ali karkoli, kar sem predstavil in v zvezi s tem izdelkom potem tudi zastavil nagradno vprašanje. Nagrada je bila pa seveda ta izdelek, a ne. To oddajo je delal dlje časa Dragan Bulič, potem je on to nehal delati, za njim sem to prevzel jaz, a ne. Potem so me porabili na Radiu Slovenija za kakšno glasbeno opremo, potem sem delal tudi recimo Silvestra, Noč, take stvari in počasi sem pač se učil nekega dela. Začel sem redno hoditi na koncerte, to že pred tem, a ne, ampak potem še toliko bolj spremljati glasbeno dogajanje in takrat je Kompas prvi pri nas, potem pa Slavnik iz Kopra. Slavnik iz Kopra je bil prvi, koprski Slavnik, potem pa Kompas, ki so začeli organizirati oglede koncertov v tujini. Da so oni uredili karte v tistem času brez interneta, a ne, in potem organizirali avtobusni prevoz, naj se je šlo to do Münchna, do Dunaja, smo hodili in to je bila tudi priložnost vedno za kupovanje plošč, zaradi tega, ker pri nas je bilo tega zelo malo, a ne, ponudba je bila zelo slaba, ali smo naročali prek pošte iz Anglije, a ne, ali smo pa kupovali, ko smo šli na koncerte v tujino. Če ostanemo v 70 letih, se pravi na tej dolgi poti, Ja. po eni strani poslušate ves čas Radio Študent, ampak v 80-ih sodelujete z Radiom Slovenija, Ja. se pravi dva svetova. Ja. Kaj vam je dal Radio Študent, katera imena so tu, kateri dogodki so vam ostali v spominu? Študent je organiziral dogodke v študentskem naselju, potem v študentskem naselju so se dogajali plesi v menzi študentskega naselja. Tam noter je gostovala vrsta izvajalcev, praktično vsako soboto je bil ples, sploh so bili znani taki plesi za dan žena, recimo, ali pa za novo leto, za te praznike, ko so prišla tudi večja imena jugoslovanskega roka, recimo, in so tam nastopala v tej dvorani. Tam je bila precej velika zbirka, dalo se je slišati. Na Študentu so se našli ljudje z zelo različnimi interesi, a ne. Recimo Mišo Alkalaj ali pa recimo Andrej Zdravič sta prinesla en drug glasbeni svet, kot ga je pa recimo prinesel Dragan Bulič. Tomo Pirc je prinesel veliko iz Italije, ker je imel tam sorodstvene vezi in jezik je znal, obvladal in ga je tja vleklo. Tako da je bilo vrsta, bi rekel, ljudi in svobodni so bili
in so si lahko privoščili širino, ker ni bil program tako ozko profiliran, da bi rekli, tako kot so danes radijske postaje, mi vrtimo to, ne. Ampak je bilo zelo široko, ne, od recimo jazzovske oddaje, ne, ki so bile tudi na sporedu, na eni strani recimo Čerečeva, na eni strani kot skrajnoš jazz, na drugi strani pa recimo etnopopa, ne, in vse vmes, ne. Zato mislim, da je to bilo zame eno zelo dobro obdobje, ker sem spoznal zelo, zelo različno glasbo in dobil eno širino, ne. Bilo v 70. letih je bilo zelo dejavno jazzovsko društvo, recimo takrat je v Ljubljani gostovala vrsta jazz glasbenikov, koncerti so bili v dvorani Kina Union, to je bil recimo Colin Walcott, Ralph Towner, skupina Oregon, recimo, kjer so gostovali. Potem so se pa začeli tudi koncerti v hali Tivolija, ne, tako da so prišla k nam tudi nekatera zelo znana imena, že zelo zgodaj, recimo Queeni, skupina Queen, ali recimo Chicoria je bil en tak koncert, ki je ostal dolgo časa v spominu po izjemno dobrem zvoku, kjer so prvi pokazali, da se tudi športno dvorano da izjemno lepo ozvočiti, ali recimo Cat Stevens, ki je bil v Ljubljani, ne. Tako da je to bilo eno dosti živahno obdobje, ne, v tem glasbenem smislu, ne. Radio Slovenija je bil pa, kar se tega tiče, zelo konzervativen, ne. Čeprav potem leta, mislim, da 71 ali 72 z Radia Študent Richard Kislih preide na Radio Slovenija, pol pa po tem, ko je odslužil vojaški rod, mislim, da leta 73 pride za njim tja še Dragan Bulič, potem pride tudi Tomo Pirc, tudi Radio Študent se začne spreminjati, ne. Prvi rez imamo s punkom, ne, ki je popolnoma spremenil, ne, bi rekel, glasbeno shemo in usmeritev. Tam je bil Škuc forum, ki je začel tudi nekatere bi rekel, izdajati kasete in nekatere posnetke izvajalcev slovenskih, tako da je ta prostor se začel drobiti, ne. Kdaj pride punk v Slovenijo po 77, 78, mi smo punk dobili zelo hitro, ne. In nekaj pozabljamo pri punku, ne, rockerji in pa metalci, ne, so zelo pogosto peli v angleščini, češ da se v slovenščini ne da peti, ne. Pri punku tega ni, punk je ostal pri slovenščini, ne. Punk je ostal, ker je hotel ostati blizu ljudem, ker je hotel nagovarjati ljudi, in mislim, da je to ena izmed kvalitet slovenske punk glasbe, da ni zdrsnila na tisto angloameriško stran, ampak da je ostala tu in da je ostala povezana z našimi problemi, ne, medtem ko rock zasedbe so govorile o nekih tujih problemih predvsem. Vi ste enciklopedist glasbe. Zbiram stvari, jaz sem hrček na splošno. In imate izredno poznavanje popularne glasbe na Slovenskem. In če bi 70. leta opisali čisto s prostimi besedami, katere slovenske, katere jugoslovanske in katere tuje avtorje bi izpostavili kot tiste, ki so za vas zaznamovali čas? Tu moram biti iskren, ne. Ko sem se jaz začel ukvarjati resno z glasbo, mene jugoslovansko dogajanje sploh ni zanimalo. Jaz sem se z jugoslovansko glasbo, popularno, začel ukvarjati bolj resno za nazaj, takrat, ko sem postal urednik na radiju, ker sem to začutil kot velik primanjkljaj. Jaz nisem padel ne na Bijelo dugme, nisem padel na nikogar v tistem obdobju, recimo, ko so se niti Kameleoni, recimo Kameleone sem po naključju videl na eni turneji po jugoslovanski obali, z Alenko Pinterič so nastopali v Senju in ta koncert sem recimo videl že takoj po tistem, ko so zasloveli, to je moralo biti leto 68 ali pa 69, zelo zgodaj. Takrat so te turneje po obali bile zelo priljubljene, ne. Potem sem se pa kasneje začel vračati k jugoslovanski glasbi in še danes tega veliko ne poslušam,
Iz jugoslovanskega prostora mi je bil všeč Drago Mlinarec, skupina Indeksi, potem grupa Korni, recimo, ampak tu se v glavnem tudi neha. Ne. Bijelo dugme so me zanimali kot fenomen, ker so naredili nekaj, kar ni naredil nihče pred njimi. Med slovenskimi izvajalci v bistvu pa nekako so mi bili bližje kantavtorji, recimo Buldožer je izstopal, ki je bil nek približek Mothers of Invention, pa Franko Zappi, zelo lucidna besedila, nastopi, Marko Brecelj kot posameznik, potem tisto, kar je sam počel, ali recimo en Meže, kar je delal, ali recimo en Šifrer, kar je delal, to mi je bilo bližje. Potem pa pridejo Martin Krpan, pa pridejo Mali bogovi, Vlado Kreslin, pa pridejo Avtomobili, pride nekaj izvajalcev, ki v bistvu še danes nekaj pomenijo, ne, in so se ohranili v enem izjemno širokem časovnem obdobju. Kreslina sem spoznal, ko je prepeval v skupini Horizont. Srečal sem ga v študentskem naselju, sva se spoznala na tistih plesih v prej omenjeni menzi študentskega naselja, ne. Tako da ni, in sem se začel vračati in tudi k slovenski popevki sem se pravzaprav vrnil zelo, zelo pozno, a ne. Mene slovenska popevka ni zanimala, ne. In ker pa potem delaš nekaj in to hočeš dobro delati in kot glasbeni urednik naj bi imel neko širino, ne, potem sem se pa začel malo bolj s tem ukvarjati za nazaj, ne. Moja ideja kot glasbenega urednika na Radiu Glas Ljubljane, tja sem prišel leta 1986, najprej kot redaktor, potem pa v bistvu po 4 mesecih sem postal urednik, ne, je bila zavestna umestitev Radia Študent po glasbeni plati med to, kar je na eni strani počel Radio Študent in na drugi strani Val 202. Ne. Se pravi, da so bili neki izvajalci na Študentu, ki jih mi na RGL-u nismo vrteli, in so bili nekateri izvajalci na Valu 202, ki jih mi nismo vrteli. To so recimo bile Helena Blagne, to so bili Agropopi, to so bili Čuki, to so bili Pop Design, to je bilo vrsta izvajalcev, kjer smo vzeli mogoče samo eno skladbo ali pa dve, ki smo jo vrteli v glasbenih opremah, drugače pa za nas niso obstajali. Tako kot na Študentu, na drugi strani pri Študentu nismo vzeli vse, kar je Študent prinesel v ta prostor, ampak smo pripustili. In zelo zgodaj sem kot urednik pripeljal potem tudi etnopop. Etnopop je v mojem času bil sestavni del glasbenih oprem na Radiu Glas Ljubljane, ne. In sem v bistvu ta festival bo drugo leto imel 40 let, ne, sem ga spremljal od samega začetka, ne, in tudi aktivno podpiral takrat kot urednik, ne. V tem naboru slogov, ki ste jih omenili, nekako pomenljivo manjka narodno-zabavna glasba. Je zato, ker Radio Glas Ljubljane sploh nikoli ni predvajal narodno-zabavne glasbe. To je že, a veste, tu se pogovarjamo o 80 letih v mojem času, se pravi 86 naprej, ampak že od samega začetka, ker prvi glasbeni urednik Radia Glas Ljubljane je bil Tomo Pirc, ne. In on je že takrat so postavili ta radio kot mestni radio in so nekako ga zastavili na zabavni glasbi, ne pa na narodno-zabavni glasbi. In tega na Radiu Glas Ljubljane ni nikoli bilo. Čeprav kasneje na Radiu Slovenija sem delal eno raziskavo, ker je imela služba, RTV je imela službo za raziskavo programov, smo enkrat dali vprašanje, ne, smo preverjali na dokaj velikem vzorcu pa pisni odgovori, to je bilo tam okrog 1800 ljudi, ne, je sodelovalo, kjer smo recimo skušali beležiti glasbene preference, ne. In je bilo presenetljivo to, da, ne, veste, pri nas nekako velja narodno-zabavna glasba za kmečko glasbo, ne, popularna glasba je pa mestna, ampak to je
ne vem, odkod je to prišlo, ampak to ne drži. Ne? Ker mi imamo nekako po tisti raziskavi smo imeli 50% jih je bilo recimo za popularno glasbo, enih 45 jih je bilo pa za narodno zabavno. Vmes je v tistem parih odstotkih je bilo pa stisnjen jazz pa klasična glasba. Ne? In ti ljudje, ki poslušajo narodno zabavno glasbo, živijo v mestih, ne živijo samo na podeželju. Tako da ta odločitev sicer je se je zelo dobro obnesla na Radiu Glas Ljubljane, očitno je dobro delal, pa tudi, bi rekel, ta navezanost pogovornih vsebinah na Ljubljano se je obrestovala in to Radio Glas Ljubljane je bil v sredini in drugi polovici 80-ih let najbolj poslušan radio v Ljubljani, ki mu niti Val 202 ni mogel priti do živega. Kje so bili razlogi za to? Ja, jaz mislim, da je imel zelo dobro ekipo. Glasbena redakcija je bila urejena, mi smo zelo dobro delali, prisluhnili smo ljudem, potem smo imeli glasbene želje, ki jih takrat nihče ni imel. To je bilo potem so bili kreirani dogodki, ne vem, če se spomnite, ko so ljudje plesali račke na Gregorčičevi, pa take zadeve. Se pravi, je bil radio zelo, poleg tega so pa novinarski del kolektiva je bil dober. Vsi ti ljudje, ki so delali nekoč na Radiu Glas Ljubljane, so pol naredili uspešne kariere drugje. Naj si bo to Majda Juvan, Matjaž Albreht, Vesna Pfeiffer, Barbara Jerman, veste, vsi so šli nekam drugam in vsi so bili uspešni. Isto velja za glasbeno redakcijo. Tako da je, bi rekel, Radio Glas Ljubljane dal vrsto kadra za kasneje za medije, to, kar je na začetku delal Radio Študenta. In bi rekel, s to navezanostjo na mesto, na to bližino ljudi, na neposrednost programa, možnost javljanja v program, je bil program drugačen od programa, ki ga je ponujala Radio Ljubljana, naj si bo prvi ali drugi program. Omenili ste službo za raziskovanje programov na Radio Slovenija, na RTV-ju. Morda veste, kdo so bili poslušalci v tistem času? Imate neko predstavo, kdo je sploh poslušal kaj? To je seveda zabeleženo. Ta služba je bila v bistvu prva služba v slovenskem prostoru, ki se je ukvarjala z raziskovanjem medija. Ampak to niso bile take, bi rekel, zelo sistematične, bi rekel, neke temeljne znanstvene raziskave, ampak so bile uporabne raziskave. Oni so vsako leto dvakrat pošiljali pisma ven ljudem in so jih spraševali, kaj poslušajo, česa je premalo, česa je preveč, kakšna je kvaliteta govora, recimo vse te stvari, da so potem s tem zalagali ustvarjalce programov in da so nekako sledili, da so dali ljudem več tistega, kar so hoteli po eni strani, po drugi strani pa ta skrb za jezik, za kulturo, ki se vedno znova pojavlja, kadar govorimo o RTV Slovenija. Teh raziskav je bilo cel kup. Tam je recimo tudi ta prva raziskava Slavka Splihala, Televizija 67 bila narejena, so mu vrata odprli, da je to naredil tam v hiši. In to so neki začetki, medtem potem ti inštituti različni, ki pridejo kasneje, to je vse, bi rekel, veliko kasneje za RTV-jem. RTV je takrat to po moje pokopiral po sorodnih javnih servisih po Evropi, BBC-jev je začel delati, mislim, da leta 37 in dela še danes. RTV je naredila to napako, da je oddelek ukinila. Zaradi tega, češ da zadoščajo te raziskave, ki jih delajo drugi, sama je pa s tem hiša izgubila, bi rekel, to možnost sprotnega preverjanja in pa seveda stalnega preverjanja. Danes podatki, ki jih dobiš od raziskovalnih agencij, kažejo predvsem poslušanost ali gledanost. Ni pa kvalitetnih raziskav, ki bi pokazale neke globje stvari,
pa niti ne želje, niti ne pričakovanja, ampak samo dejstvo, kaj se gleda, kaj se ne gleda, kaj se posluša, kaj se ne posluša. Se spomnite, kdaj je ukinjena služba? Ja, ne tako daleč nazaj. Služba je ukinjena po moje pred kakšnimi 15 leti. Ne. Nekaj takega. Pa to je pa podatek, ki ga lahko preverimo. Zato sprašujem, kdo posluša, ker me zanima vloga mladih, vloga otrok. Radio na začetkih obstaja tudi kot neke vrste tretja univerza, poučuje, ne samo zabava in informira. Imate morda kak spomin na to, koliko je bil recimo na Radiu Glas Ljubljane, koliko so bili mladi nek konceptualni vzgib za sestavljanje programa? Da bi se jaz tega zavedal, ne. A veste, če pogledam svojo redakcijo, glasbeno redakcijo, smo najmlajši imel 17 let, a veste. In bi rekel, to ni bila redakcija, kjer nasploh je bil Radio Glas Ljubljane mlad. Ne? Bi rekel, tako kot je bil mlad Val 202, ko so ga ustanovili. Samo na Valu 202 se je zgodilo to, da so se ustvarjalci postarali skupaj z radijem. Medtem ko tule na RGL-u bi pa rekel, so ga pa prej prodali in preprodali, ampak bi se verjetno zgodilo isto. Ne? Celotna ekipa je bila dost mlada. Ne? Mi smo med najstarejšimi v hiši je bil novinar Jože Logar, ne, a pa komercialist Stane Jesenovec, ki so bili takrat mogoče pri 50-ih, a ne, drugi so bili, a veste, pa dejansko v najboljših letih ali pa zelo na začetku kariere. Ne. Tako da je radio, ampak na Radiu Glas Ljubljane ni bilo oddaj namenjenih otrokom ali otroški glasbi, tega ni bilo. In to je nekaj, kar je počela RTV Slovenija in kar delno počne še danes. Nenazadnje imajo tudi mladinski pevski zbor, recimo gojijo neko tradicijo, čeprav v samem programu je pa tega zelo malo. To, če soboto zjutraj recimo imate oddajo, ki jo delajo mladi, pa je noter tudi več recimo te prav otroške glasbe, ne, drugače jo pa ne srečate. Pa potem seveda na izdajah založbe kaset in plošča. Ne. Če ostaneva še pri Radiu Glas Ljubljane, do takrat ste imeli kakšne izkušnje s politiko znotraj medijskega prostora, znotraj radia? Jaz ne. Jaz sem bil glasbeni urednik, ne. Odgovorni urednik je večino časa bil Mile Vrega, nažalost že pokojni kolega, in pa direktor Aleš Kardelja. Ne. Ona dva sta tista, ki sta se pač morala ukvarjati s politiko, ampak s politiko predvsem na mestni ravni, ker je to bil mestni radio in na ta način, a veste, mi smo pozabili to, da včasih medija brez soglasja Socialistične zveze delovnega ljudstva nisi mogel ustanoviti. Ne. In ustanovitelj Radia Glas Ljubljane je pač bilo mesto Ljubljana in mestna konferenca. In tu je seveda bilo treba zadostiti. Ali pa recimo, ko je Radio Glas Ljubljane dobil nov oddajnik na Krimu, a ne. To so bile neke taki večji premiki, ampak to je dejansko šlo takrat mimo mene. Jaz se s tem nisem ukvarjal. Moja naloga je bila, da se bodem z odgovornim urednikom, a ne, ker po moje je bilo vedno preveč govora in praznega govora, po njegovem bilo pa vedno preveč glasbe, ne. In sva se dajala okoli tega, ne, kako to zapolniti in kako potem si to nekako razdeliti. Ne. To mislim, da je bil moj problem v tistem času. Medtem generalno za samo radio, politiko, medijsko politiko se nisem s tem ukvarjal. S tem sem se začel ukvarjati po letu 1991, ko sem se odločil, da bom nadaljeval magistrski študij komunikologije, potem sem začel pa na medije, na medijsko politiko gledati, bi rekel, z enega novega zornega kota. Ne. Mimogrede, v redakciji Radia Glas Ljubljane, v glasbeni redakciji je bil še to, s kom ste sodelovali? Tomaž Sršen, ki je bil edini zaposlen, drugi so bili pa zunanji sodelavci. To je bil Igor Ivanič, Marko Plahuta, Tomi Gračanin, Matjaž Ambrožič. To so bili jedro. Potem se pa nekaj časa
so se pojavljali še nekateri drugi ljudje. Imeli smo eno Ines, pa enega Andreja, pa tako, ki so prišli za nekaj časa, pa so odšli. Predvsem sem iskal sodelavce in sodelavke, ki bi lahko prenesli nekaj novega, nekaj, kar je nam, jedru, manjkalo, ne. Recimo Boris Perme je prišel v redakcijo zato, ker je spremljal country glasbo, ki jo nihče od nas ni poznal. Tomi Gračanin je bil specialist za jugorok. On je imel takrat največjo zbirko, recimo plošč jugoroka, zbiral je to, spremljal je to, tako da on je imel to kvaliteto, ne. Igor Ivanič je bil mlajša generacija, on je prinesel v redakcijo angleško glasbo 80-ih let, recimo konec druge polovice, začetek 90-ih, angleški novi val, ne. Matjaž Ambrožič je prinesel neke nove izvajalce, recimo kot so Prince in taki, ne. Tomaž Sršen je bil rocker, Jernej Vene je bil po duši rocker in tako smo si tudi delili delo in oddaje, ne. Če je bil koncert, smo se zmenili, kdo bo šel na koncert in smo se zmenili, kdo bo napisal oceno koncerta. Če je šla neka nova plošča, smo se zmenili, kdo bo naredil oddajo in sem vedno kot urednik gledal, da je oddajo delal tisti, ki mu je ta glasba bila najbližje, ki jo je najbolje poznal, ne. Tako da je redakcija je bila dokaj široka in vsakdo od nas je imel, jaz sem bil bolj recimo za to, bi rekel, špuro Van Morrison, Bob Dylan, recimo Jimi Hendrix, nekaj takih stvari, ne. Obenem sem pa pazil, da osebni interes ni preveč obarval glasbenih oprema, ne. Jaz Hendrixa nisem vrtel, če so ga vrteli drugi, so ga drugi dajali, jaz ga nisem praviloma dajal v opreme, zaradi tega, ker se mi je zdelo, da je to, veste, radio ne delaš zase, radio delaš za druge. Moraš imeti v mislih tiste, ki jim delaš program, ne kaj je, bi rekel, tebi všeč, pa vrtiš tisto, kar je tebi všeč. To sem počel doma, a ne. Medtem v službi sem pa vedno razmišljal o tisti drugi strani, a ne. Kaj dati ljudem, da bojo zadovoljni, ne. Odkud so prišle povratne informacije? Na radiju Glas Ljubljane prek telefona največ, a ne. Definitivno, takrat je telefon zvonil kar naprej, a ne, in so se ljudje pritoževali, hvalili, ali so pa celo prišli na obisk, pa so povedali, kaj mislijo, tako da je recimo to bil pa tudi veliko, nisem imel redne tedenske sestanke v redakciji, kjer smo se pogovarjali o glasbenih opremah, pogovarjali smo se o oddajah, pogovarjali smo se o tem, kaj bo kdo delal prihodnji teden, a ne. In to je bilo zelo resno zastavljeno, tako da je bilo poleg tega, sem pa imel v bistvu verjetno prvi v Sloveniji, zanesljivo, če ne v Jugoslaviji, program za pripravo glasbenih oprem, ki smo ga sami naredili, ne. Tako da Aleš Kardelj mi je dovolil najti sponzorja za računalnike in za program in še jih najdem, lahko tudi naredim. In sem jih našel in smo naredili program, a ne. In ta program v bistvu ni sestavljal glasbenih oprem, tako kot jih danes delajo programi na zasebnih radijskih postajah, ampak je samo vodil evidenco. Mi smo noter dali celotno fonoteko, a ne, in potem, ko si delal glasbeno opremo, je na koncu meseca računalnik naredil analizo za vse opremljevalce skupaj, da smo vedeli, kaj smo vsi skupaj počeli, koliko skladb je sploh bilo predvajanih, a ne, in kaj je to bilo. Naredil je analizo po izvajalcih in po naslovih skladb. In tako je naredil analizo za vsakega opremljevalca, po naslovih skladb in po izvajalcih. In že takrat, kljub temu, da ni bilo nobenega zakona, sem jaz zahteval, da je v opremah najmanj 20%, takrat seveda jugoslovanske glasbe, ne naše glasbe. In tisti, ki mu je manjkal odstotek, toliko odstotkov, kolikor mu je manjkalo pri do 20, za toliko odstotkov sem mu zmanjšal honorar in smo to uštimali, je bilo vedno dobro dodajana jugoslovanska glasba, ne.
In to je bila prednost, poleg tega sem pa tu videl recimo razlike med opremljevalci, a ne. In če se je recimo pri nekemu izmed opremljevalcev nekdo pojavil nesorazmerno velikokrat, sem ga tudi takoj vprašal, če je bil z njimi na večerji, a ne. In sem imel res natančen vpogled v to, kaj se dogaja, tako da je to bilo zelo koristno orodje, ne. Omenili ste, leta 1991 ste se vpisali na študij komunikologije. Kako vas je pot peljala naprej od študija do RTV-ja Slovenije? Ko sem se vpisal, sem bil že na RTV-ju. Namreč jaz sem z Radia Glas Ljubljane na RTV prestopil leta 1991. Ne. Kako je do tega prišlo? Ko se je slišalo, ne, da imam zelo dobro urejeno redakcijo in da imam tudi program, so se nekega dne napovedali na obisk kolegi z RTV Slovenija, ki so si prišli pogledati ta program, ampak to so prišli tehnično vodstvo, računski center, pa tudi neki drugi ljudje, ki so bili pri odgovornem uredniku, pa pri direktorju, k meni so prišli pa ti, ki jih je zanimal program, ne. Jaz mislim, da sem užival dosti dober ugled tudi med glasbeniki, imel sem potrebno distanco do vseh, mislim, da sem si skozi to ustvaril nek renome. In leta 1991 se je začel v časopisu Podlistek o podkupljivosti glasbenih urednikov na Radiu Slovenija. In v bistvu so takrat mene, pa Marko Munih, ki je bil glasbeni urednik za prvi, drugi in tretji program, te funkcije danes ni več, povabil, da pridem k njemu v redakcijo in mu pomagam narediti red. In jaz sem v bistvu prišel na RTV na posebno povabilo, ponudili so mi mesto pomočnika odgovornega urednika glasbenih programov, spravi vseh treh, in da to razčistim. Jaz sem to začel zelo resno razčiščevati, zbral sem podatke, zbral sem vse stvari, posledica tega je bila, da sem zahteval, da s 3 kolegi prekinejo delovno razmerje. Vrgli so mene ven, jasno, oni so ostali tam. In meni so pa ukinili delovno mesto pomočnika odgovornega urednika glasbenih programov in mojo mizo dali na hodnika, ne. In so mi rekli, da naj se ne sekiram, da plačo so mi pustili isto, sedel bom na hodniku, sem vprašal, kaj bom delal, so rekli, da ne vejo še, kaj bom delal. In jaz sem se potem pritožil na svet RTV-ja, da bi ta odnos uredil, ne. Zdelo se mi je zelo krivično, mislim, da je bilo krivično in pokvarjeno. In potem je nekega dne, ko sem jaz vzel dopust in čakal na sejo sveta doma, je pozvonil telefon in me je poklical Mito Trefalt, ki pa je bil predstavnik zaposlenih v svetu. In sem rekel, če me kliče zaradi moje pritožbe na svet, je rekel ne, da to sem zgubil. Sem rekel, kako sem zgubil, če še seje sveta ni bilo. Je rekel, seje sveta ni bilo, ampak jaz vam povem, da ste zgubili. Sem rekel, kaj me pa pol kliče, ne? Je rekel, jaz bi rad, da pridete k meni, ne, v razvedrilni program televizije Slovenija. In jaz sem rekel, da ne bi, je rekel, zakaj ne. Sem rekel, da v televiziji ne vem ničesar, če kaj znam radio, televizijo pa ne. In vse, kar pišejo mediji o njemu in se govori, da je slabo, ne. Je rekel, no, o vas tudi dobro ne govorijo, sem se pa pozanimal, če se res tako hitro učite, kot so mi rekli, vam garantiram, da boste v enem letu vedeli več o televiziji, kot tisti, ki so tu 10 let, ne. In sem rekel, v redu, pridem na pogovor, sva se usedla, sva se pogovarjala 1,5 ure, sva si dala roko in sem prišel v razvedrilni program televizije Slovenija. Ne, in tako je v bistvu ta preskok se zgodil, da sem potem na televiziji začel delati kot pomočnik urednika razvedrilnega programa, ne. Tam pa mladinske glasbe in otroške glasbe seveda ni bilo, ne. Moja naloga je bila sodelovati pri vseh oddajah, sem pa prevzel nalogo nekako glasbenega urednika programa. Niti en glasbenik se ni mogel pojaviti v programu,
brez mojega žegna. Ne. Vi ste bili tudi svetovalec generalnega direktorja. Na koncu kariere, ja. To je bilo v letih? To je bilo tam, bi rekel, od približno od 2008 do 2012, tam nekje. Ne. V tej vlogi ste imeli pregled nad vsem dogajanjem? Ne, čisto ne drži. Ne. Jaz sem potem od generalnega direktorja, bila je ideja na začetku, ko me je generalni direktor Janez Čadež povabil, je bila ideja, da bi rekel, da me vzame za pomočnika, ampak to je bilo pa že prej, to je bilo leta 1998, da me vzame za pomočnika za programske zadeve. In temu sta se uprla oba direktorja, tako direktor radia kot direktor televizije, ker nista hotela, da ima generalni direktor nekoga, ki bo imel vsaj oddaleč roko nad programi in spremljal programe in gledal, kaj se dogaja. In potem so se z direktorjem zmenila, da bom jaz nekako pomočnik za splošne zadeve. V glavnem sem se ukvarjal z univerzami, ukvarjal sem se z ministrstvi, ukvarjal sem se z Arhivom Republike Slovenije, ukvarjal sem se z nekimi zadevami, seveda sem pa direktorju tudi delal analize programov uspešnosti in to vlekel podatke in še vedno imel malo opravka s programom, nisem bil pa pripuščen, bi rekel, v teh pogovorih o samem programu in teh zadevah, ker sta se direktorja tudi panično branila generalnega direktorja. Ne. To je ena od tistih stvari znotraj sistema RTV-ja, ki je slabo narejena. Ne. Jaz mislim, da generalni direktor ima pravico poseči v katerikoli program. Seveda mora imeti pa za to tehten razlog. Ne. To ne mislim, da potem odloča, kdo bo gostu v Odmevih zvečer ali pa v TV Dnevniku, ampak gre za neka načelna vprašanja, spremljanje trendov, padanje gledanosti, dviganje gledanosti, kaj gre, kako, kje so težave, bi rekel, to je pa tisto, kjer bi generalni direktor moral imeti pravico poseča, ne, v program, kljub, bi rekel, neki avtonomiji direktorja radija in televizije. Tako da se z programi kot takimi, ne, nisem ukvarjal. Delal sem tudi dopisništva po svetu, delal sem prenove nekih studijev, delal sem recimo take zadeve, medtem ko z samimi programi se pa nisem ukvarjal kulturnim, razvedrilnim, športnim in tako naprej. Se pravi, tega vpogleda iz te pozicije niste imeli? Ne, koliko nisem. je bilo česa? Imel sem tisto generalno, veste, ker vsaka 4 leta, ko pridemo do olimpijade, ne, takrat se poveča obseg športa v programu in se morajo na svetu zmeniti, kje bojo dobili tiste odstotke programa, ali bojo priškrbljeni razvedrilo, ali bojo kulturo, mladinski, otroški, skratka, en dogovor je potreben, ampak tu nisem jaz sodeloval zraven, bi bilo grdo, če bi si lastil kaj, kar nisem delal. Lahko stopiva korak nazaj še na vaše mesto pomočnika, urednika glasbenih programov, se pravi Marka Municha. Takrat ste imeli pregled nad tem, kaj je predvsem na radiu Slovenija nekako glasba na vseh 3 programih. Kako bi opisali tisti delež otroške mladinske glasbe v primerjavi z drugimi? A je bila sploh to kakšna posebna tema? Jaz sem imel kot pomočnik urednika, ne, sem imel, bi rekel, omejen dostop do glasbe. Mene so imeli za področje roka in popa, ne, in se na druga področja od mene ni pričakovalo, da bi vstopal. Ampak razlog, da sem izgubil delovno mesto, je bil pa točno to, da sem prestopil na drugo stran. Ne. Ko sem se dotaknil klasične glasbe, sem izgubil
delovno mesto. Ne. Namreč mene so povabili, kot sem povedal, zaradi podkupovanja glasbenih urednikov. In to je bilo res in so jih podkupovali. Vendar je zloraba položaja glasbenega redaktorja, urednika in prikritih oblik podkupovanja potekala tudi na drugi strani pri klasični glasbi. Kako je pa to potekalo, če smemo vprašati? Zelo enostavno. Z naročili glasbe ustvarjalca, ki so to dobili plačano, in potem z ustvarjalci, ki so rekli, jaz kot avtor pa želim prav izvedbo, da dirigira Marko Munih. In je Marko Munih vzel en teden dopusta in je delal z orkestrom in je tisto dirigiral in je to dobil posebej plačano. Ko sem jaz prstom pokazal na te zadeve, se je moj svet na radiju podrl. Druga zadeva je bila zloraba mesta urednika v klasičnem programu. Vsi so bili zelo občutljivi, če bi Lado Leskovar ali Đuro Penzić, ki je bil pri Belih vranah, ali recimo Mihelič, ki so ustvarjali popularno glasbo, dali svojo skladbo v svojo oddajo. To je bilo nekako nezaželeno in prepovedano. Hkrati je pa to bilo nekaj povsem normalnega na drugi strani pri klasični glasbi. Se pravi, so uredniki dajali svojo glasbo. Svojo glasbo v program. In smemo vprašati, to so bili tisti trije, ki ste jih omenili prej? Ne morem to na glas povedati. To je ostalo v pogovoru med tedanjim direktorjem Francetom Vornikom, Markom Munihom in menoj. In na koncu, ko so se me znebili na ta način, da mi je Munih očital, da ne morem biti pomočnik glasbenega urednika, ne, ker nimam glasbene izobrazbe. Ampak to so vedeli, ko so me vzeli v službo, in vedeli so tudi, da nihče brez rok ne more končati akademije glasbene, a ne, ker pač igraš neki inštrument, nekaj delaš, a ne, in je bilo zelo, zelo grdo narejeno. Ne. Nepošteno narejeno, v bistvu je pa šlo samo za denar. Vi ste bili med prvimi, ki ste se zavedali pomena širjenja informacij. Sodelovali ste pri spletni strani. Ne sodeloval, jaz sem naredil spletno stran. Ja. Kako je to potekalo? Kako je do tega prišlo? Kako ste prišli sploh? Jaz sem imel v Ljubljani, ker sem eno leto neuspešno študiral tehnično matematiko. Mi je tisto leto odprlo vrata v svet matematikov Jožefa Stefana in imel sem vrsto kolegov med mojimi nekdanjimi kolegi z fakultete oziroma iz tistega obdobja, ko sem bil vzgojitelj v domu srednjih šol, je bilo nekaj ljudi, ki so potem bili zelo uspešni v tem računalniškem svetu. Med njimi je bil tudi gospod Sergij Foški, ki je potem recimo za celotno hišo Delo postavil računalniški sistem in vse. In jaz sem se tam srečal pri njih z internetom, tudi Boris Horvat, recimo, pa še nekaj takih ljudi. In sem potem začel v hiši težiti, da bi tudi mi morali imeti internet. Takrat so že nekatere radijske postaje, televizijske naše, bi rekel, javne po Evropi, so imele že to urejene, mi pa še ne in nihče ni o tem razmišljal. In ker sem imel dokaj dobro, sem bil zapisan v tehnični strani hiše, ne, sta me nekega dne povabila šef tehnike, pomočnik generalnega direktorja za tehniko in pa njegov radijski kolega, to sta bila Peter Mori pa Jože, še mi je ime Masnak, in sta mi rekla, kaj rabim za ta svoj internet. Sem rekel, da rabim strežnik, rabim to, in so rekli, kdo bo to delal. Sem rekel, jaz bom delal, samo dejte mi. In so rekli, damo denar, ampak s tem nočemo imeti nič. In sem dobil denar in smo za Božič leta 1995 postavili strežnik in ga dali za javno uporabo. Takrat sicer že zelo malo vsebine,
Potem pa čez 2 leti smo dodali, septembra 67 smo dodali pa še strežnike, ki so prenašali prvi, drugi in tretji radijski program. In tisto je bilo pa res krasno, ne. Takrat so me klicali ljudje iz Argentine, klicali so me ljudje iz Japonske, klicali so me ljudje iz Sovjetske zveze, če jaz sploh vem, kaj sem naredil. Argentinci so jokali po telefonu, slovenski Argentinci oziroma argentinski Slovenci so jokali po telefonu, so rekli, mi prvič po 50 letih slišimo živo domačo besedo prek interneta, vi sploh ne veste, kaj ste naredili, ne. In jaz mislim, da hiša še danes ne ve, kaj ima, ne, da recimo leta 2023 oddelek za multimedijo ni eden od 3 stebrov RTV-ja in da nimamo direktorja multimedije, tako kot imamo direktorja radija in televizije in da so to 3 enakovredne funkcije v hiši, je nedopustno in kaže, kako hiša ne razume pomena sodobnih medijev. Še zdaj niso dojeli, kaj imajo, ne. Tule ne bom spraševal o otroški in mladinski glasbi, ker je to kot del ponudbe preprosto že nekako vključeno. Danes, ne. Danes. Začeli smo pa v glavnem z predspletnimi strani nekaterih oddaj, začeli smo z prenašanjem TV dnevnika, seveda takrat zaradi tehničnih pogojev je to bolj izgledalo kot en slideshow, to so zašle sličice na 8 do 10 sekund se je sličica zamenjala, ne, je bila bolj statična slika, spremljana z govorjeno besedo, pa radijski programi so pa lepo tekli, ne. In je to, res je bil, bi rekel, velik in tu smo prehiteli marsikatero evropsko hišo, ne. Tako da je tudi recimo, jaz sem pol kot pomočnik urednika razvedrilnih programov, sem bil na prvem slovenskem samostojnem nastopu na Evrovizijski popevki, a ne. To je bila skupina Tih deževen dan, Cole Moreti pa NX Band, a ne, v Mill Streetu na Irskem, recimo. Jaz sem bil takrat edini, ki je prinesel posnetek skladbe na CD-ju, mi smo CD single imeli, je prišel kolega od BBC-ja pa je rekel, kako to lahko imate vi, pa jaz nimam, sem rekel, pač je treba zakopati, a ne, in smo imeli nekaj takih prebojev je bilo, ne, ko se bolj počutiš. Jaz nikoli nisem imel občutka, da sem iz majhnega naroda, nikoli nisem imel občutka, da sem iz majhne države. To so pa stvari, a veste, jaz to vsakomu rečem, a ne, pove Črnogorcu, da je majhen, pa jih je za četrtino Slovenije, pa te pretepejo, ne. Mislim, ni šans, da bi bili majhni, ne. Bi rekel, tu je en kompleks in to nenehno poslušanje, kako smo majhni. A veste, mi smo samostojna država, imamo en glas in ta glas je toliko vreden, kot je vreden katerikoli drugi glas velike države. Je samo vprašanje, če ga znaš osmisliti, če imaš toliko ugleda, da ga res lahko uporabiš tako, kot je treba, pa da bojo drugi prisluhnili, kaj imaš za povedati, a ne. To je problem, ni problem majhnost in velikost, a ne. Če pogledava to z druge strani, imate po vsem svetu so slovenski strokovnjaki, ki so ugledni, ki so na pomembnih delovnih mestih, ki dosegajo svetovno, uspehe na svetovni ravni, ne, pa smo še vedno majhni pa nepomembni, pa igramo neko vlogo Kalimera, kar se ne izide pri meni, ne. Prav lepa hvala. Prosim. Lepa hvala za pogovor. Prosim.